Najna naslednja postojanka na zahodno-obalni avanturi je Hokitika, ki nekateri pravijo tudi druga Slovenija. Smaragdna reka, viseči mostovi, zeleni, gosti gozdovi in hribovja. Kaj se res vse to lahko primerja z našo bistro hči planin? Ali Hokitika res prekaša našo zeleno Slovenijo? Dobrodošli nazaj na najinem kanalu. Dajmo preveriti, če ta destinacija res spominja na Slovenijo. Hokitika je prikupno obalno mestece, kamor se lahko odpravite skakat v valove, ampak večina ljudi sem pride zaradi sotejske Hokitika. Pot do tja vodi čez ravna polja, nekam pod gore in Binkotu se enkrat za spremembo ni bilo potrebno pretirano namučiti, da ne je spravil do enega lepega ogleda. Zakaj večina ljudi pravi, da je tukaj kot v Sloveniji? Glavni krivec za to je sotejska reke Hokitika, ki spominja na našo prečudovito Sočo, saj je pač celotna Sotejska tako oblikovana in skozi njo teče prečudovita turkizna reka. Reka dejansko izgleda kot ena Soča, čisto je turkizna, ampak tale pohod okoli reke plus pot do sem, ki je bila čisto ravna, pa sploh ne paše v Sočo in našo Slovenijo, ker mislim, Soča ima lih tisti čar, da so ovinki, ki se do nje voziš, da je težko do nje priditi. A ne Ponč? Ja, ne pa tlele, ravno pa samo en kup enega govida, pa pola. Pa sred deževnega gozda smo. To je čudno. No, pa še ena stvar totalno ne paše zraven naše Soče in sicer svetleči črvi, ki jih greva Ponč danes gledati zvečer. To kakšen zvečer? Ja, tam ob 9:10, ko v tema ratela, greva svetleče črve v jamo gledati. Kaže v 10 zvečer se spi, kosti to? Ja, kdaj še šel ob 10 zvečer spat, no? Ne, ti to resno? Ja, res, ja. Predavšla se... Je to sploh... Ja, mava. Saj to je taka mejhna jama, tako greš tam noter, pa zraven bova spala, tako da... No, šta bo? To je pa slabost tega, da si samo video montažer, ker nič ne veš, kva se dogaja. To, ker pridejo pa takole malo posolijo informacije nate. No, lep dan boš imel. Dobar je. No, tako da na všmislu sem jaz zdaj klele na mostu prisluhnila dvem Nemcem, ki sta komentirala, tole je pa čisto isto kot Soča. Pa sem bila tako, a sta omenila Sočo? Ja, jaz sem iz teh koncev, sem Slovenije. Pa sta rekla, ja. In pa smo eno rekli in na koncu sta rekla, no, na vse zadnje, ni treba priditi na drug konc sveta, da vidiš lepote take reke. Tako da sta bila tudi Nemca mnenja, da je tole isto kot Soča. No, vidiš, oziroma, da je Soča še lepša, sta omenila. Realno? Je, pa ne zaradi tega, ker so se tam poročila, ampak ker realno je, oprost. Ma je pa oni ovinki, pa to naredi svoj čar. Ne, Slovenija, mislim, sprav Soča je itak najlepši del Slovenije. Tako. Naša Soča pa že ne dela takih stvari. Lej, to je kakšna rjava reka. Fuj. Ne vem, če se dobro vidi na kameri. Prav, čisto je rjava. Kaj je ena kava? Moč tam? No. Zdaj se mogoče malo vidi, ja. Shit. Konec gunca. Sej Hokitika je ful lepa, nimaš kaj reči, ampak ima pa Soča poleg lepote eno bistveno prednost pred njo. Nima sandflyjev. To je noro, to te spet vse pika pa okoli tebe leta in sam pa iva.
Sloveniji imamo pot med krošnjami, tukaj na Novi Zelandiji imamo pa nekaj zelo podobnega. Samo da je ta konstrukcija specifično za opazovanje ptičev, ker ptiči so najbolj, to smo zdaj že vzpostavili, ne. Se pa v bistvu različni teli delčki nahajajo približno nekje 20 metrov nad tlemi, oziroma ta največji stolp celo 47, tako da imaš res direkten pogled na te krošnje dreves. Ta del videa je na voljo v daljšem vlogu, ki je dostopen le članom najinega kanala. Pridružitev članstvu ti omogoča kar nekaj prednosti. Od tega, da vloge dobiš pred ostalimi gledalci in so leti daljši, do čisto ekstra dodatnih vlogov, ki jih na najinem javnem kanalu sploh ne objavljava. Če te zanima, kaj se je zgodilo, te vabva, da naj jo podpreš in postaneš član najinega kanala. Za danes sva se parkirala kar za enim hotelom, ki se nahaja zelo v bližini teh jam s svetlečimi črvi. In ta cajt, ko čakava na črve, sva šla še na kosilo / večerjo. Tako da, činkalo, binkalo, ponč. Je predaleč pivo, da bi zdaj jaz do tebe prišel. No, činkalo, binkalo. So pa ti barčki in pubi v bistvu del kulture tukaj na Novi Zelandiji in že kar parkrat so takole narajmala res te stare, tako, ne vem, sploh... Take z dušo. Kaj da pogledamo te ameriške, kakšne une, backyard, neke bar, tako, to moraš doživeti. Pa najboljša stvar je, da imajo vsak torek hrano 2 za 1, se pravi pač... Vse tukaj dotično, ne, nasplošno je. Na tukaj dotično je in lih torek je, tako da sva ful dobro narajmala, kar je tako malo neverjeten, da dobiš hrano 2 za 1. Noro. Dobro zgleda. Ja, ful. Drugače pa nisi povedala najpomembnejše stvari, ko se imenuje ta kraj in ta hotel. Woodstock. Ne, mislim, še zmeraj si v Hokitiki, ampak je Woodstock hotel. Ja, čisto. In spiva v Woodstock prenočišču. Naša Cindy se ni nič hecala. Nič hecala, zdaj je nočka padla in zdaj gremo iskati svetleče črve. Ja, pa glede na to, da so 200 metrov stran, se mi zdi, da bi bilo bolj, da bi šla midva prej preveriti to jamo, pa kakšni so pogoji. A ni bolj zabaven, da lahko sred noči iščeš neznano jamo, ki je mogoče sploh ne boš našel? Pa da se malo izgubiš, pa loviš, a ni to boljše? Ma da je kot 2 kretena, res. Smo že kaj obupali? Piše prispeli ste. Ja, zdaj pa iš. A je kaj tako vmes, me to živo mejo, ki je noter vmes, tako da moraš jeti? Bog me nima rad. Hey guys, that wasn't funny. I was afraid when I heard noises. We were trying to make sure you don't get scared. Ah, okay. Wanted to make noise so you know that there's somebody in there, you don't get scared. Okay. Yeah, that's good. We're coming in. Yeah, of course. Just what you need when you come in. Okay. A bit low. Okay, thank you. No, očitno imamo družbo. Kaj noter greva? Se sploh ne vidi. Tako, tle nekam. Ok, pejt. Pejva. Čak, imam jaz deluč vesen. Imam jaz telefonom svetlo. Fuleni skup. Sorry, I was trying not to scare you. Hi. Evo, to je to. Te pikce, ki vidite. Čak, da se ti očki navadijo. To je to. Te lučke. Dobro, to je zdaj v bistvu najboljš, kar vam lahko prikaževa. Občutljivi so na zvok. A se skrijejo? Po mojem, ja. A na svetlobo tudi takva? Na svetlobo pa na zvok so občutljivi. Se pravi, če jih posvetim, se jo skrijo. A si jih hotel posvetiti? Ja, malo se hotel posvetiti, da vidijo, da je to za mene navadna stena. Je nekaj se jo posvetiti. Da smeš drobiči živali. Tako, no, ne preveč mučali živali, približno tako to zgleda.
No, dajva dol lučke. Upam, da se kaj vidno. To je najboljši približek. Hvala za sodelovanje. Lepe so. Ok, to so bili posnetki, pri katerih so bila res omejena tehnično. Zdaj pa še nekaj fotografij za boljšo predstavo in magijo. Zdaj, kvaj fora vsega skupaj. Gre za prav posebne črve, ki s pomočjo bioluminescence ustvarjajo svetlobo, podobno kot kresničke. Namen pa je v temi na to luč privabiti plen, ga ujeti in pojesti. Lovijo s prav posebnimi nitkami, ki delujejo kot past. Če dobro pogledate, nitke vsebujejo drobne kroglice oziroma kapljice sluzi, v katere se žuželke zalepijo in ujamejo, le te pa črv producira sam. In ja, to, kar gledate na posnetku, to je ta črv. Daleč od tistih lepih luč, ki smo jih gledali prej. Večino teh črvov načeloma najdemo bolj v vlažnih jamah in dotično Waitomo Caves na severnem otoku so svetovno znana atrakcija za občudovanje tega naravnega čudesa. Od tam tudi kar nekaj vmesnih posnetkov tekom te sekvence. Posebnost tam je, da je teh črvov preko 300.000 na kupu in če ne bi vedel, da si v jami, bi se res mislil, da si nekje pod milim nebom. So pa seveda plačljive. Če se je kdo sprašval, kako to izgleda, če vidite to palčko s temi nitkami dol, to je v bistvu to. Jaz sicer nisem šel preveriti, ampak sem skoraj siguren, da mehanizem tle je, da v bistvu žari v temi, zaradi tega, da prvab pač plenilce in potem v bistvu ta črv te jih ugrizne, poje v tem smislu, če veste, kva hočem reči. Ja, in prav ste slišali, to grize, tako da jaz se tega pač dotikal ne bi. V perfektnih pogojih pa vse te nitke žarijo, tako da se res počutiš kot v enem avatarju. No, Ponč, kako je bilo? Ful je bilo dobro, pač črv, ki svetu tem. To je res črv, prav tak mini črv je. Ja, in Ful dober. pač tudi brez kamer in vsega tega je že tako ful magično, ta bioluminescenca, prideš ful svet in kar je najbolj zanimivo, pač če bi prišel sem po dnevu, pač samo neka stena v lifeu ne preko, da je tlele pač neki črvi, ki svetijo, tako da ful dobro. So pa tukaj pri Hokitiki te jame v bistvu brezplačne, imate dve, midva sva šla tukaj bolj v notranjosti in je ful neturistična, praktično sama sva imela jamo zase in pa, ja, pač zastonje, lahko si vzameš kakor časa, uživaš v njej in pa tudi slikaš lahko. En ta kratek, ampak sladek vlog, sva si mogla malo potešiti do Motožja s tole kvazi Sočo. Hvala za ogled tega vloga. V naslednjem vlogu te popeljeva v nacionalni park Paparoa in pa odpravili se bomo v pivnico. Ne se pozabiti naročiti na najin kanal, da ne zamudiš naslednje avanture, midva pa se poslavljava. Kakite ano! Kakite ano!